Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bom odgovarjala na vprašanje gospe, ki mi je napisala, kaj naj naredi. Delajo se ji ciste na maternici in na jajčnikih in zdaj v bistvu razmišlja, kako bi rešila težavo, mogoče da bi se izognila operaciji. V glavnem sprašuje, kaj ji priporočam. Tako da bomo zdaj pogledali majčkeno širš vse skupaj, kar se tiče rodil pa spolne čakre, ker nenazadnje moramo razumeti, da nastanejo ciste, pomeni, da je na energijskem nivoju močno ona kot ženska ranjena. Mogoče za začetek vam povem eno zgodbo. Ena ženska, nam reka, da jo dobro poznam, ampak poznam zgodbo. Zbolela je za rakom na prsih in potrebna je bila samo ena operacija, ampak je bilo potrebna odstranitev dojke. No in potem njen mož je rekel, da pač res ona taka, kot je, ni popolna ženska in da je čas, da gre na operacijo. No in potem gre ona na rekonstrukcijo dojk in enostavno ji telo zavrnilo vsadek. No in potem je imela še, mislim, da 5 operacij zaradi dojk in vedno je pač ji telo zavrnilo vsadek, potem se ji nekaj naredili še na maternici, potem je šla še dodatno na maternici, na operacijo in v glavnem cela štala, ne? Zdaj, če gledamo, kaj jo življenje uči in nenazadnje, kaj uči vsako žensko, ki ima kakršnekoli težave, tako z dojkami, kot z maternico, kot z jajčniki. V glavnem tukaj noter telo hoče nekaj sporočiti in sporoča in dela pač ciste in. No, zdaj pa pojdimo nazaj na to zgodbo. Ta gospa ima moža, ki je ljubosumen. No in danes dobim sporočilo od ene gospe, da kako naj jaz pomagam oziroma če lahko naredim terapijo, da bo njen mož postal manj ljubosumen. Sem logično, sama pri sebi sem se smejala, jaz sem si napisala prijazen mail, da lahko njej napišem ali pa pomagam do tega, da pride do spoznanja, kaj jo uči njen ljubosumen mož, in če se on sam odloči za svetovanje, vsekakor lahko njemu tudi pomagam do tega, ampak ponavadi ljudje, ki so ljubosumni, oni nimajo težav. Težave imaš ti, tako da, a veste, on nima težav. No in to je ravno podobna zgodba v tej prvi zgodbi. Mož nima težav, ampak ona ima težave. In seveda ji vsi govorijo okrog nje, da ji ti pomagamo, pa bi šla na svoje, pa čas je, pa ne vidiš, da on takole na tabo in tako naprej. Ampak ona nekako ne zmore narediti koraka in tako je prijazna, ampak res tako je prijazna, da bi ne mogla biti prijazna. In njeno telo, njena duša ji sporoča, ljuba duša, naredi že nekaj v svojem življenju, ampak ne zmore. No in ravno tako, ženske, ki imajo težave z cistami, miomi in tako naprej, se pravi, na energetskem telesu telo sporoča, nekaj bo treba drugače, imaš eno bolečino. Ta bolečina je zate prevelika, mogoče ne želiš niti v njej razmišljati, boli te. In je bolj varen so to bolečino zapakirati v nek tumor, cisto, kot pa da bi se ukvarjali s čustvenim ozadjem te bolečine. Zdaj pa pojdimo na to čustveno ozadje, saj pa bomo šli še na tehnično podporo, ampak očitno bomo najprej čustveno ozadje predelali. Do česar sem zdaj prišla tudi preko svetovanj in nenazadnje preko svojih izkušenj, to naše svetlobno telo, 8 metrov okrog nas, imenuje se Merkaba, v tem polju je kvantni zapis DNK-ja. In ja, pogruntala sem, ko sem pisala knjigo Ko ima življenje žur, DNK duše, ampak to DNK duše je v bistvu energijski odtis DNK, se pravi celičnega DNK-ja. In ta energijski zapis
ga dobesedno nosimo iz enega življenja v drugega in vedno, ko je čas, glejte, to je ta energijski odtis in ta energijski odtis ga nesemo s sabo. Ta energijski odtis pomeni, da točno tam, kjer smo ranjeni, bo nastala neka fizična težava. In ženska, ki je bila v večjih življenjih, ne vem, zlorabljena, bo imela vedno težave mogoče z vnetji, z nožnico. Ženska, ki je bil, recimo pomislimo, nekoč so ženske, ko so rojevale, če ni šlo, no zanimivo, kako se pa meni čisti, ko govorim, pa že zadnji video, ko sem govorila, kar naenkrat se mi izčisti ta del, mi pride na grlo. In je zanimivo, da točno grlo in ščitnica sta povezana s tem, kako mi izražamo. Se pravi, je povezano z energijo spolne čakre. Se pravi, če jaz ne želim izražati svoje resnice, me tukaj zategne. Ampak drugo je, če pa ne želim živeti svoje resnice, imam pa težave s spolno čakro. Spolna čakra in vsa ta žalost, jeza tudi na moški svet, se kopiči na spolne organe in hkrati povzroča miome, ciste in tako naprej. Naslednja stvar, ki mi gre skozi možgane, je: poznam kar nekaj dam, ki so morale iti na operacijo in so jim pobrali ven organe ženske, se pravi jajčnike, maternico, in po tistem so imele občutek, kot da niso več celostne, kot da niso več one kot ženske. Čeprav nožnica jim je ostala, ampak enostavno občutek, da jim nekaj manjka. In spet ta del, nisem zadosti. Energijski vtis vsakega organa ostaja. Tudi če vam ga odrežejo, bolečina ostaja na energetskem nivoju. Tudi recimo, kdor nima žolča, na energijskem nivoju energija žolča ostaja. In tudi tam, kjer se jeza skladišči, je žolč. No, zdaj pa pojdimo nazaj na tisto, kako so nekoč reševali otroke. Ženska, ki ni mogla roditi, ali pa je bil težek, mislim, da je na koncu izgledalo, da bosta umrla obadva, so ženske enostavno prerezali maternico, trebuh in vzeli ven otroka in logično ženska je izkrvavela, je umrla. Tako da ta energijski zapis zgubljenega otroka, še vedno ostaja. No, zdaj pa pojdimo najprej na ljubosumje. Ženska, ki ima ljubosumnega partnerja, ali pa se ujame v nekem odnosu, kjer je posesivnost, lahko je strah pred izgubo zadaj. Se pravi, strah, da bom izgubila, ne vem, tega otroka in v tem življenju je to mož, v enem drugem življenju je bil pa pač otrok. In mogoče taka ženska ima občutek, da ima v obliki partnerja še enega otroka. In zdaj, kaj se uči? Uči se jasno postaviti meje. Uči se odstav od tega otroka, odpr si. Dovolj je bilo dojenja. Pač postav se za sebe. Vem, da ni enostavno, ko se učimo te lekcije svojega življenja in prav ta jasno izražanje svoje resnice, ki povezava direktno s spolno čakro, točno to je povezano, ne vem, prva stvar, kako gre v posteli. Ena gospa mi je enkrat rekla, da ne prenese svojega telesa in zato imata vedno pač ugasnjene luči, ko se ljubita, in Bog ne daj, da bi se kakšen delček telesa videl. Zato, ker se ona sramuje svojega telesa. Se pravi, grlena čakra je hkrati spolna čakra in miomi so direktno povezani s tem, a se jaz lahko izražam, a sem zmožna videti svoje telo golo, a sem zmožna sprejeti vsak delček svojega telesa, ker vsak delček mojega telesa je svet. Ni določen del bolj svet, druge pa umazan. In tukaj ta ljubezen do sebe se že izraža preko te ženske energije. Dovoljujem si jasno izražati kot ženska.
Včeraj me je ena gospa klicala, zdaj sem imela v tem tednu TV prodajo za knjigo, ko imajo hormoni žur. In ja, rečen je v tej oddaji, da knjiga, ko imajo hormoni žur, pomaga pri razumevanju sladkorne bolezni. In to je čista resnica. Ker dejstvo je, da je čez 100 strani napisanega o tem, kako se prehranjevati, da ostane sladkor v krvi, ampak ni naslov sladkorna bolezen. In me kliče ena gospa, jezna. A veste, kako jezna? Veste, jaz to, kar sem dobila, to ne bom razlagala naprej. In jaz čist mirno sem rekla, gospa, zdaj vidim, da ste zelo jezna. Vedno tako rečem. Vidim, da ste zelo jezna. Ja, jaz sem naročila nekaj drugega. In potem jih hočem razložiti. In potem, v glavnem, nekako sva umirila zadevo, ampak sem rekla, a se vi slišite, kako ste jezna? Rekla, jaz sem zmerom jezna. Jaz sem zmerom taka. Možača, a ne? Se pravi, ta ženska nima samo težave s sladkorno boleznijo, ima težave z izražanjem, pa grem staviti, čeprav jo ne poznam, da ima velike težave z vneti, lahko celo, Bog se ga vedi, pač na spolni čakri sigurno, ona se ne izraža kot ženska, ona je v moški energiji in ta moška energija je na juriš, prav ta beseda mi je prišla včeraj, ko sem z njo govorila. Ne? In zdaj spet pojmo nazaj na spolno čakro. Me ženske, ki se učimo biti v ženski energiji, kaj je ženska moč? Ženska moč je milina, sočutje, objameš, to je ženska moč. Ne? Ženska, ki se v tem življenju uči v ženski vlogi biti, pa vem, da mnoge ste bile v prejšnjih življenjih, pa tudi smo bili že vsi moški, ženske in tako naprej, sploh zadnje življenje, če ste bili v zadnjem življenju moški, pomeni, da je ta energija lahko tako močno prisotna, da imate že od malega občutek, ali pa tisto, joj, zakaj sem se rodila kot ženska, raj bi bila moški. Ne, moški imajo več ugodnosti in tako naprej. Ampak duša si izbere spol z namenom, da ozavesti delovanje skozi svoj spol. Ne? Svobodno izražam svojo resnico. Glejte, tole mojo sliko sem obrnila zdaj dejansko okrog tele čakre. In je v bistvu svobodno izražam svojo sveto spolno moč. To je pomembno, da mi sprejmemo tudi ta del. Glejte, kako se ta občutek sramu je tako močno zakoreninjen, da v bistvu jaz sem še odraščala v tem, da so govorili, da vse, kar je od popka navzdol, je kak. Tega se ne dotika. Veste? Občutek sramu je en od najbolj temeljnih virusov, ki vpliva na doživljanje našega sveta. No zato, zdaj pa kako pozdraviti. Vzemite zdravilno molitev dekodiranja, to je prva zadeva. Preverite najprej z mišičnim testom. Sramujem se svojega telesa. Jezna sem na to, ker sem ženska. Jezna sem na mojega partnerja. Jezna sem na vse moške. Ne? To je spet povezan s spolnostjo in dejansko se to zakodira na spolno čakro. V svoji maternici nosim kronično žalost. Lahko je žalost tudi zaradi splava, recimo, ali pa v tem primeru, da se je rodil mrtev otrok, ali pa da ne morem zanositi, ali pa da nisem mama. Vse to se zakodira na energijo maternice in potem se delajo razne ciste in tako naprej. Hkrati, maternica je pa baza ustvarjalne energije. In prav baza ustvarjalne energije, a si dovolim izražati skozi svojo žensko energijo. Dajte preveriti z mišičnim testom in jaz če zdaj sam se pogledam, sebi dovoljujem, da se izražam skozi žensko energijo. Ja, sigurno se. Danes sem risala čakre. Za ta novo knjigo, pa že od nedelje to slikam, v glavnem in sem ravno zaključovala to spolno čakro. Ja, prav tista stvar, svobodno se izražam kot ženska. Zavedam se svoje ženske moči, ker to je moč. Glejte,
Ženska moč je neverjetna, ne? In res je, da so nam jo vzeli. No, zdaj pa pojdimo naprej, tehnično, pa kdor ima težave s cistami, miomi, tudi na koncu koncev rak, v tem primeru vam vsekakor priporočam karotenoid, flavonoid in kruciferus. Temu rečemo trojček in ta trojček deluje na to, da se dvigne imunski sistem. Prva zadeva, karotenoid dvigne imunski sistem za 37%, za 44% upočasni oksidacijo in za 20% dvigne naravno obrambno moč proti raku in tumorjem. Potem imamo tukaj flavonoide. Flavonoidi, teta drugi. Flavonoidi so iz rdečih barvil, se pravi brusnice, robidnice, borovnice in vse to deluje na vodni del naše celice in za 90% upočasni rast rakastih celic. Kruciferus, ta je pa sploh, to so pa izvlečki iz brokolija, cvetača, zelje, repa, koleraba in deluje direktno proti prav nastanku raka, zavira, upočasni, predvsem pa mehka tkiva, se pravi primeren je za moške, za prostato, za ženske, za rodila, za pljuča, seveda za pljuča za moške in ženske. Dejansko to deluje na zmanjšanje, na razstrupljanje, ker vsebuje noter sulforafan, to je snov za razstrupljanje na celičnem nivoju, hkrati pa vsebuje snovi, ki delujejo na to, da potegnejo ven iz telesa vse motilce, ki vplivajo na to, da se lahko bi začel razvijati rak. No, tako da v glavnem to je tehnično, kaj še lahko naredimo vse tiste, ki imate težave z rodili, mogoče vzemite v roke knjigo Anthony Williams, Hrana, ki spreminja življenja, mislim, da nekaj takega je naslov knjige, in notri piše o vsej tej zdravi hrani, ki deluje na to, kako se bo vaša maternica napolnila z novo energijo. Vzemite v roke knjigo, ko imajo hormoni žur, tam noter je tudi hrana, ki je za dvigati imunski sistem, predvsem pa vsakodnevno polnite z energijo svojo maternico in sicer roke date takole in jih zvečer, preden zaspite, položite na predel maternice in zjutraj, ko se prebujate, ravno tako in samo rečete, dovoljujem, da se moja maternica napolni z energijo zdravilne božje svetlobe. In si to ponavljajte in si predstavljajte, kako gre preko rok žarek zdravilne svetlobe v vašo maternico in verjemite mi, sebi imate moč, da pozdravite svojo maternico. Sebi imate vso moč. Tako da uživajte in dovolite, da se v vašem življenju zgodijo čudeži. Zdaj pa še eno sporočilo, skrat prehod v novo dobo, da vidimo, kaj nam sporoča stvarstvo. Za vse tiste ženske, ki zdravite svojo žensko energijo. Srčna čakra. Jaz sem ljubezen, vidim ljubezen. Povezana je z ljubeznijo, ampak začnimo z ljubeznijo do sebe. Imejmo se sebe rade, zaradi tega, ker naše telo je svetišče naše duše. In dovolite se izražati, boste vedeli, v življenju se vam bodo zgodili čudeži. Uživajte!